Pizda, že to kuralo, kva. Ja, ampak če smo malo dolgi, smo predvsem na polnoči. Stari, to bi mogli biti uro pa pol. Smo se presenetili, da Tako dolgi pa še nismo bili. Če smo bo pa drug teden samo za 2 epizodi. Ko bomo imeli zdaj za 3. Bo dvojna. To je pa res nadure, stari moje. Kdo bo to plačal? Kdo bo to plačal, če bomo imeli dvojno? In si jutri dopustil za noč tako. Ja, pa bi jutri še pivo lodar. Ja, boh. Jaz se ne grem. I'm too old for this shit. Težka je delovna. Delovska. Ja. Ne? Ob našem znaku je ura 22:20, ob vašem pa... Seki! Ne, 22:22 bi mogli biti. Ja, se dobro, a ja. 22 smo si ga bo, res. se bo. A zdaj moramo ti do 22 ali... Ne, to se pa je zihar. To je slabi 2 minuti. 2 minuti tišine najbrž ni dobro. Ne. A dajmo probat. Tako smo končali prejšnjo epizodo, par sekund smo rekli, da je že kar močna, Ja. da je Memory Palace dolžina, tako da ne bi 2 minut ali pa tudi minuto pa pol ne bi. Meni se ti 2 minuti se mi zdaj vleče. Zdaj gledam, kdaj bomo lahko seki. Nehi, no. Ja, če mi imam fucking ogromen ekran tam. Vse smo pa drugega tam, tako da ali ti si v bistvu v sejfcu, ne če za malo vidiš. Ja. Tudi jaz tam ga le vidim. Ja. Tako da. To se mi zdi, da je še kar dobro. Zato sem mu prej, ki je bilo 42, sem ukazal. A ja, točno, ja, valjda, ja. No, dragi poslušalke in poslušalci, časi so taki, da se v tem podcastu pogovarjamo, kako gledamo na uro. Pa seki. Zdaj je že 22:21, tako da se zdaj smo neko naglice se približujemo. Ne, zdaj, veš kaj, Nekimo se pogovarjamo. lahko nehamo v uri, ne, Ja, da ne tako. všel kakšen zdaj domov. A veš, ti, ki se na šiht vozijo, ne, pa da ob zadnjem znaku je odbila ura 22:22, Ja, fuck, pa delam jaz, peti domov. Ja, ja, šel spat. se ni Boš šel spat človek. Če se vam danes, če to poslušate ob 6:42, zdi zdaj, da bi mogli to v bistvu obrniti pa nazaj spat, lahko, če imate to šanso. Dajte si prvošiti. To je res dobro. Tukaj ne more biti 6:66, veš, da bi sekal. 66 nikoli ne more biti. Ja, sej pravim, zato. A ja, Kako bi pa bilo 06:06. 06:06, a je to veljalo? 06:06. Ne, to ne velja. Ah, kurac. Ali velja. Ne vem. Ja, lahko pa 06 ur. Se pravi, Ob 06:06. 6 zjutraj 6 minuta, 6 sekunda, pa 0 po 06:06, listiš, pa je pa listo, ja. 6:06. To je najbolj metalska ura. Dajte po... O, 22:22 seki. Seki. In si mislil, da si nehal čakati. Ne, nisem, lej. Takoj, ki je Ne zave. Ne se ugasne, prosim. Kle. Nekdo to ugasne, producer, prosim, tole mi skensli, ker jaz ne moram tako delati. Možgan gre kje, takoj. Elektriko vam potegne. A ja, ne, ker bo pol tudi drugje to. Ne, elektrika. Ne, Jaz se upravičujem, ampak možgan je še ok, jaz nisem hotel. Pusti elektriko. V redu. Sem zdaj to treba pripeljati nekaj drugam. Ja, dajmo. Kje smo ostali? Ja, v bistvu kjer, ker smo se, sicer ne vem, kako smo pa sem, Torej, ja, in drugače- uro smo začeli In gledati. drugač, kako smo? Ja, avgust je, ne. Je. Mene, Ne, se zdaj že skoraj september, ampak ja, bližji smo septembra kot avgusta. smo? A ni danes vela gospa stari, ali nismo 14. Ja, Čakaj, imam jaz kitaro tle bo. 19 smo stari. A je že imel? Ja. Sem že imel suzo Si, na si. očima. Vsi Ne, proslavljajo. 15. mesec. Naš- Da, pa ima to. Naš rezident katolik. Ja. Cesarica, stari, cesarica. Cesarica. Se še videl drug teden, ko bi A je spet raskal glas. cesarica, a je cesarica povezana z velo gospo? Ne, sam Ivo pa kompanija pojejo na terasi, pač Aha. glih takrat slučajno. Okay. Vsak To je let, en tak večkrat. Turbo njihov kumat. Ja, razumem. Mislim, ne, mi smo že 8 let tam, tako da 5krat sem zihar slišal, ali pa 6krat let, tako da, Ja. a veš, človek se navad. Ja. Pa v ta pravi tonaliteti je pa ta visoko. Jaz nisem nikoli bil fan. Ja, jaz sem pa ta komad, jaz mi Ne, je bil všeč, ja, ampak ni Ja. pa zdaj, da bi si ga, ne za, boh ne daj, da si ga zapojem. Meni všeč, ker je res lep, mislim, Lep. lepo je napisan, lepa linija je pa jebeno visoka, zato je res challenge. Nikoli nam tega odpel tam, kukar bi mogel, ampak Zanj si zaradi tega mi je rekel, pa... da ti je Zanj si rekel, da ti ratala pizda. Kaj zdaj? Ne lepo, A ne upaš, ali ti si bilo, ne. Hvala Bogu, da je bil ozvočen zraven, da je bilo ti zglasnej, kaj jaz. Ni bilo to blagozvočno, ampak je bilo pa tam. To pa je bilo. Tako da ja.
A veš, ne bom pa šel vaditi, ne bom nikoli. Nikoli nisi bil fan. Ja, no. Koga, Proliverja? Ja, ali pa cesarice. Ne, Ali enega ali pa drugega. Sej upražnjavam, če slišim, nisem pa tako, da bi si ga šel sukat redno. Ne, eno ne drugo. Raj kakšne Floyde ruknem že. Nisem imel nobenega CD-ja njegov. Ali pa onga Ja. Stapletona sem zanjič pošušal doberja. Koga? Krisa Stapletona. Smo pa šli iz Oliverja Dragojeviča na Krisa Stapletona. Ja, dober komad. Ja. Lep preskok. Ja, se zgodi. Moram povedati, da je zdaj že tako pozna ura, da moj monitor za uro je že ugasnil. Moj pa še ne. Ja, zdaj smo pa v precepu, videl sem, jaz pa ne. Jaz sem zdaj že... Preveč mahaš, mislim, da se sproš na mahanje. Kaj manj se nam... Ja. Ja, se pa mahal? gorma neki. Pa pržge se na... Ima nek senzor. Že niso opazili, kad noter pridemo, se vsi pržgejo. Ja, man, Ta tehnologija. Tehnologija. Skozi te gleda. Zakaj pa nimamo zapiskov na tem, stari? To bi bilo pa res briljantno. Sam res. To me sluka te vprašal, on to zdi, A boš ti bral, dokaj je deleč? Se si bližje ga naštimo, Kje, stari, če zdaj le zraven. Sam ta fon 22-25 mora biti. Ne, se voz, ne? Se na kolesi. Mislim, Ja, ne, ja. pravim, ampak če daš v tem fondu, bomo... A je 22-25, ja. Bomo prebrali, ne? Ja. Ne, pa se itek se voz logat na... Lahko še malo debljaš. Ja. Ne, se bi ga sem le dal, veš, na tvoje desno. Če ne levo. more pa optika Na tvoje dela levo. spina kaj narediti. Ne? Ja. Ja. Kjer Da bomo smo že tudi bili? manjši fond prebrali. Kjer smo. Zdaj, Marin, zdaj te pa opozarjamo, da bomo enkrat septembra res Da prišli. zdajle pa mogoče. res pridemo. Zdaj pa res pridemo enkrat, Če ne pa mogoče, pred po novim nesreči. letom, ker do takrat pa še pač ne vidimo to. Dajmo reči tako, med septembrom pa januarjem. Ne, stari. September pa januar, Ne, ha. pred veselim novembrom moramo, ker pol bo šel vse dol. Kad zdaj smo pa ful neverjetni žureri. Le 3-krat več, kot ponavadi, stari. To je za me že ful presežek. Zdaj ne A vem, veš. če eno. Ali pa 2-krat. Ne, zihar, da so 3 žurke, upam. Ja, Ja. ker tu laž se. Če ne bom pa šel, je kakšno ekstra več letos. Kaj 3 žurke? Ja. Lega party Je animal. novoletne, ne? Party A ja, animal. tri- Mislim, sej za nov let je zihar, je neka žurka To ponovadi. zmeram, ja. Ne, Dobro, ne. včasih smo Ti si- tudi doma, ampak jaz straj ne Ja, bi smo bil. bolj doma. Party animal. Če Ne, sta oče pa mama dela, da smo pa doma. Ja. Ne, to je uno. Ja. Boš dal v zapiske. Kva? Boš dal v zapiske. Bo v zapiske. A ja, bo v Sam zapiske. spomni me. Ja, Pa ti bom boš- poslal. Dobro, boš dobil. V nedeljo bo zvečer najbolj, ampak ja, saj. Do ponedeljka bo že. Saj, če včasih tudi zapiski zamudijo, ker nimamo redaktorja. 0606, ali kako že. Ne, se kasneje, pol metalski uri. Vsak spodoben podcast. Čeprav, mi moramo zamenjati uro izdajanja na 060606, da bomo ne ob 6:00. A bomo najbolj metalski. ali kaj? Ja, Valde. samo še le veš kaj. Pa zranka, upam, da zranka Treba- uploadaš se Iron Maiden se rolajo. Komad tedna nujno. Seveda. Moram pa reči, da se moramo, kar se tega 060606. A to že rolaš? Ali že zapiske izbiraš? Starijo, imamo zdaj zvočne efekte. Hvala vsem novim podpornikom in podpornicam. Prehiter je tole žlo. Zame sem star, betežan. Tale tehnologija. Zdaj smo pri zvedu. Tehnologija. No, v glavnem, kar se tega 060606 tiče, se moramo še pogovoriti z našim konsiljerjem za številke. Okay. Če je to ok, a veš. Sam res. Mislim, ker ne moramo to mi Opa. kot laiki Laiki. prisvojati. Ne? To mora pač Se strinjam. strokovna. Glede tega sekanj ali kaj drugega? Ne, če lahko postavimo datum, pa če sploh, a veš, hkrati bi bilo pa dobro vprašati kakšnega vedeževalca ali pa vedeževalko, če je to sploh košer. Ali pa, a veš, te, ki so imeli Numerologa. Prvni firmi, ki so imeli te čarovnice. Numerologa. Ja, če je to dobro, če bo to dobro vplivalo na poslušalstvo. Jaz mislim, da bo ful dobro vplival. No, najprej ne Slavko pove.
ker je A ekspert. bomo šli na znanost? Jaz se nagibam na znanost stran. Lahko pa potem, da pač ne, da Blaže pokričemo. zadostimo vsem, ne, da še pol preverimo. Riskiramo malo od piknika, da bomo na nič, da bi nič Blaž poklicali. A je Blaž numerolog, pizda, ni, ne? On je vedeževalce. Ja, ne, ramo numerologa, ramo specialista, nožnovalnega doktora klicu, splošen zdravnik. Imam ga. Splošen vedeževalc. Ena vedeževalka je dol na Dolenskem, ki je šel naš prijatelj pilot, ChatGPT mojster in mojster drugih veščin, tudi strasten brat v boju na požiralniku. Ne bomo ga poimensko omenjali. Če pa dolgo poslušate, pa že veste, kdo je. Ojoj. No, v glavnem, prstom je pokazal. Pust stat, no. Če pa ne veste, kdo je, vam bo pa sam povedal, ker je pilot. Dajmo nadaljevati. To je njegov jok, to ni moj jok, sorry. Ja, se upravičujem. Njegovi piloti dol iz letališča so najdli eno res hauptschlagerca, ki vse zadane. Okay. Jih ne moramo jeti, sam stane pa ka prasica. Vedeževalka? Še dela spilov mogo kaj premakati. Še enkrat. Ja. Vedeževalka ni numerolog. Tukaj moramo, jaz mislim tukaj jasno linijo postaviti. Ker ne, tukaj ste tu pa ne bomo hecali. Pa bomo pa zupac poklicali. Zupac mogoče ve, kakšen numerolog. Natalno karto lahko, kakšno bude. Da parafriziramo un joke a veš, ki je bil dober dan, sem dobil recimo ne, za ta primer vedeževalca Blaža. Jaz ste, kdo pa na drugi strani? Ja, loše smo mi počeli. Ne vem, kako je s tem. No, dajmo razmisliti, no, kaj ne, ti v bistvu zdaj, kaj rabiš sploh, ne? A veš, ne rabimo, ja, rabimo najprej Slavka vprašamo. Ja. Ker naš ta prav strokovnjak za številke. Ja. Najprej njega. Ja, ne, potem pa gremo na konsiljeri za številke. Ja. Ne pove, kaj če imamo. A veš, to je zdaj problem, ne? A je? Če se ti naši datumi rojstva vseh skupaj pa se štev ujema z uro, z 42 pa pol uro izdaje podcasta, jebo imamo. Pa datum, pa dan, pa to. To drago. Hočemo itke, to je prva stvar. Čakaj, da bi ti mi izračunali, a če je naš datum izdajanja trigona kvadrat, to misliš, da bi to prav res šli v ta numerološki kozonostra v ne? Seveda, če ne brez vede. To ima res, ne? To ima ali prav, ne? Nemški pregovor, prav polovični ukrepi niso ukrepi. Ta je za knjigo, stari, ta je za knjigo. Piši. Tako da moramo pol se stvari jaz dvigujem roko. Kaj pa, če bojo kontradiktorni rezultati, da bo Slavko rekel neki, numerolog bo pa rekel neki drugega. Pa pol. Pa mora imeti pa na vrhovno sodišče. Stari, pa drugega ne preostane. Ne, mislim, da ima numerolog višjo težo. Ama? Slavko stari. Ja. Slavko statistiko računa, ne? Tam so pa, to so pa usode tam na drugi strani. To je z usodom sme kupili. To je res. Ja, mislim, usoda je usoda, pizda. Ja, s tem se ni zahecati. To so resne stvari. Če se z 2 dni prej rodil, mogoče in to nas reš. Da malo popravimo to, da malo mogoče se pa jaz prav rojen, pa je vse v redu, stari. Se pravim, ne vemo, ne? Ne vemo, ne? Jaz mislim, da smo se pohandlali. A smo se? Lej, a veš? Stari, če ne drugega, že 221 tednov to delamo zapored. Ja, če ne pomeni, da dol, mogoče nismo najbolj optimizirani. Mogoče delamo, ampak kumi. Jaz ne rečem, da je to, kar delamo dobro, sam jaz mislim, da imamo fajn. Vsaj zase lahko rečem. Ne, samo veš pomisli ti, ne, zdaj ne vem, imamo recimo 300 poslušalcev, ne? Ja. A veš, zdaj mi ob 6:06 izdamo. Ja. Pa se ta cifra dvigne na 600, recimo. 66, valjda. Ne sem na 666. Jaz pa po mojem imela pa že, nam pa že
Še da unga poslali hudiča izgajana ali neki. Bargi bi prišel. Bun iz mene. Misliš, da imajo pri nas tega, kako se že imenuje? Izganjalce hudičev. Izganjalce hudičev. Zihar majka še ga. Sam pač te niže sorte, tako kot v Nikenici, ki pač ne pridejo v Evropo. Drugače, eksorcisti so jih z Vatikana pošiljali, mislim, vsaj v filmu. Ne, se bo je, da je eksorcist. Ne, ampak imamo pri nas kakšnega zaposlenega za ta primer. To pa ne vem. V Vatikanu vem, da je, ker sem poslušal tisti American Life. Tam grabijo pizda. Če pa tam ni, je pa to pizda slaba firma, stari sorry. Ne, ampak recimo pri nas dajo razpis ven za... A so šprljavo? Razpis za izganjalca hudiča. Iščemo izganjalca hudiča 10 let. Kaj, a misliš, da ima kaj izkušena, veš? Več, kaj je boljše. Ja, ne, a veš, koliko pa vsake star, vsaj 3 leta, ne, izganjanja hudičev. Sam zdaj, a veš tako, ne? Če je temu tako, pol mora biti tudi pripravnik za izganjalca hudiča. Ja, seveda. Kaj ne moreš kar tako priti? Ja, iz kje dobiš izkušnje? Ja. Skočem na pripravništvo, ko me res zanima. Sama je plačano pripravništvo ali ni plačano? Najbolj še približiti, koliko je naše pripravništvo. Koliko je že rekel, ali 60 minut na uro. Ne, zdaj, a veš, mogoče, ker delaš teološko fakulteto, ne? Imaš smeri. Pa imaš pol leta prakse pri temu, ne? Misliš, da moraš pa moraš dnevnik pisati? Jaz sem edini teolog, ki ga poznam, je Trkaj, tako da lahko nekaj vprašamo, če je bil na... Mogoče ni on to smer zbral. Če bi pa če je dnevnik pisal, vprašaj, če je dnevnik pisal, ker to se mi zdi pomembno. Zakaj dnevnik? Ne vem, ampak se mi zdi, da je pomembno. Zihar je, stari. Te rime si moraš nekaj zapisati. Ne, pa ne, kaj vem, da mislim, verjetno si kaj zapiše, ampak za dnevnik za pripravništvo. Kaj se zdi, kaj piše? To slučajno specializiral. Ja, ne, a veš, da imaš lepo dokumentirano. Dnevnik za pripravništvo, to je najbolj slab potraten čas na tem svetu, pomaga, tega nikoli ne bere. Ja, valjda, da berejo, vsi berejo. Če ste li ravno kar pripravnik. Ja, ne vem. V glavnem ta ura... V glavnem, bomo raziskali. Ta ura še bomo raziskali, pa vam javimo. Bo v zapiskih ali kako že. Ja. Mislim, vi boste ta prvi, kot te zvedeli. Ali pa v Discordu povejte, če ima kdo izkušnje. Če se likar na pripravništvu, potipkite. Imam idejo, kako poceni skozi pridemo čez to astrološko jebo. Če je kdo pripravnik za astrologa, nam lahko te astrološke karte... Ne astrolog, numerolog. Stari numerolog. Jaz bi tudi astrologa, da imamo kvadrat, trigon, pa vse neštima. To ne vem, če šteje. Šteje. To imam veze, če rabim. To ne vem, če šteje. Del vpraš, če to šteje ali ne šteje. Če se čutijo poklicani, je to za 666. Mislim, 0606. Ne, čak, to je. Se pravim, o tem govorim. O tem govorim. To je tako, ne vem. Hruške pa jabolke, ne? Ja, valjda. Pa pomaranče, pa vse to. Kaj bi jaz tem neki za zašvasati prinesel? Ne znam. Ja, sej vem. Ja, sej? Tako da o tem govorim, ne? A veš, on bi astrologa zraven pripelo. Ja. Ne moreš. Zdaj še ta tretjega potegnil zgodbo. Mislim, imeli smo statistika, imeli smo numerologa in zdaj bi ti še astrologa. Ja, ne, moramo biti širokih pogledov, kako se to reče. Zdaj je to modern. To smo, ampak to ne šteje. Pa tudi, če ni modern, treba je preveriti z večjih zornih kotov. To, kaj je nas. Kdo je že to? Pa bomo že številčno pokrit. Ti si za številke, ti si za numero, jaz sem pa za astro. Čeprav mene tudi številke zanima. In tvoje. Tako da se... To pa, kad človek toliko cajta v firmi za statistiko dela in me zanima statistika. Ja? Kaj se bo iz tega, ne, veš. Kjer je številke moje rabiš? Ne vem, dajte povedati v Discordu, kako se to naredi, jaz nimam pojma. Telefonsko povem. To imam. Ena, to smo že imeli. Pina ti pa ne povem. Ena, ali 0. Kje smo bili? Prstakote smo bili. Skozi smo kot mačka okrog vrele kaše, da ga poslušalci se vrteli okrog teh Slavkotovih minut. In enih drugih minut. Tako da zdaj lahko pogledamo, kam smo prišli. Če ni 16, sploh ne grem. 26. 36. Ni.
ampak zdaj, mislim, da smo v 19. Tam nekje. No, 9, če obrneš okrog je 6. Ja, pa še narediš krat 3, ker 6 deljeno 2 je 3, bolj imaš 6. Ja, 6. Pa 3. In zdravo, štobrki in štobari, to je podcast o življenju in o 6. knjigi. 6. knjiga, yes, bravo. Kako smo to lepo zapeljali, kaj imeli scenarij. Čeprav leč v 6. knjigi. Shit. Ja. No, ampak na 6 pa je. Na 6 pa je. Ali čakaj, se pravi, da je Viza že bil zdaj? Ja, zdaj si naprej. Zdaj sem jaz naprej. Ja, vem, kljub temu, da to ni podcast o 6. knjigi, se pogovarjamo o nečem, ne? O življenju v vesolju in sploh vsem. In mi smo še vedno. Aljo. Peli. In zi. Hvala za podporo, res ste zlati. In če vam je odpira v Maredi še kaj ustal, pošljite kar na Litostrojsko 52. Ne, hvala za vse. Kje si zdaj? Kje smo tebe zgubili? Jaz sem videl, ali lahko priznam. To bo zdaj zaskrbljujoče, glede na moje število dni, ki je krepko čez 1100, ki se zdaj pogovarjamo o tem, mogoče 1111, kar je, skoči še 6+, da sem se zataknil v dveh besedah, Peru pa Maredi. Pa sem tam ostal nekje. In se mi je zdelo, da sem bil na eni terasi, borovci so bili pa... Neke spomine. Ne, kar konstrukt je bil. Magdalenice. Ja, in sem si predstavljal ta Per, koliko je bil dober, ali pa bo bil, ali pa je, kakorkoli. Tako da se upravičujem za vse nevšečnosti. Kje smo ostali? Ja, v glavnem, hvala za seribijo.si. Tako, mi gremo pa lahko pogledati, kaj smo še obdelali v prejšnji epizodi, ali kva. Da sledimo muštru. Zdaj sem jaz, prejšnji teden sem se spomnil na eno stvar, ki sem jo pozabil, ko sem kitariral, tisto še kar pohojeno verzijo My Way, oziroma to, kar je avtor si zamislil, da bo v paralelnem vesolju, kaj je že bil Detention. Tokrat sem se pa spomnil še na en dolg, ki ga imamo iz epizode o morju, ki cveti. Zdaj bom pa spet tremo dubo. Prejšnjo nazaj. Prejšnjo. Zdaj ste se videli pogovarjati, jaz bom pomagal. Pili si mora pripraviti mašinerijo, zdaj bo ne sam kitara. Pili unplugged. Unplugged, peli kitara in brez treme. Mam. Trdec se moram najti, to bomo dali ven. Pa ne, kaj se mi bomo dali montirati. Ja, no, v glavnem, čez vikend spremljate na YouTubeu, peli išče trzelca. Ja, in komad, ki smo rekli, da bo pel o tem, da more cveti, bo pel o tem, da more cveti. Ja, shit. Zdaj bom imel najprej intro. Ja, le naprej. Aha, ne, je to. Vidiš. Morje cveti. Shit, pozabil smo akord. Štremo. Morje cveti. Midva na plaži. Sluz na tvoji koži. Pod tuš se ti mudi, morje cveti. No, dotlej sem prišel, moram pa še delati naprej, tako da, ne vem, mogoče bo... Do konca sezone. Imel sem cajta točno 6 minut, tako da, zato je v redu. Pa zato tremo tudi matrvala, tako da, ja. Videla pa dajte povedati, kaj je bilo v tej epizodi. Moram reči, da to je težje, kot si človek mislil. Verjamem. Bom mogel vadati. Tako da ja. Če bo za nič, bomo dali pa bonus epizodo. Za Patreon. Pa bo tle sam tišina.
Ja, načkaj, ugotovili smo, da je rešil jih je Zapkot, ki je pa med tem časom, ko so se na zadnje videli, izgubil eno glavo. Ne? Ja, še kar škandalozna novica, moram reči. Ja, in tudi tretji roke nikjer videti, če ima, nima, mogoče ima ali še tam, ali ni več tam. Videli smo, da je imel včasih, ampak zdaj ni bilo videti glave brez roke. Je Zapkot sploh še Zapkot? Malo se sprašujem. Moram reči, da jaz sem velik fan tega, da ima Zapkot dve glavi. Mislim, je imel do zdaj. Ker v filmu je imel samo eno glavo. Hotel sem reči, v filmu je imel samo eno. Čeprav pa je nek trik, ki mu je zamenjal kao od spodaj nekako. Še kar slab tik, moram reči. Za tista leta, ko so Star Warsi že blesteli v svoji bleščavi. Že par let prej bom rekel. Ti si stane pa. Ne, v glavnem, tle ni bilo toliko narad, tako da ti si bilo še kar za nič. Tle pa, zdaj pa v bistvu v 6. knjigi pa glave, ta druga sploh ni. Oziroma. Mislim, zgleda, da je ugotovil, da ni neke dobrobiti od tega. Ja, pa se, a nismo že prejšnjič povedali, da je pač v računalniku? Ne. Smo? Ne. Nismo? Dobro, ampak dobro, si pa skratil to agonijo. Nekaj že več glav, več zela. Več glav, več zela. No, v glavnem je. Imaš Edija, je. Jaz sem prepričan, da smo to rekli. Ne, nismo. Ker moja misel ob tej, da bomo to rekli, je bila, da sem kar malo užaljen, ker ni Edija. Edija sem imel rad. Edi je bil simpatičen računalnik. Je bil tudi malo nojenka, ne? Ja. Samo original je This Will All End in Tears od Edija v resnici. A res? Ja, iz knjige je direktno, ne, ali iz radijske igre, meni se zdi original. Ja, ker drugače v knjigi je... V knjigi je Marvin. Ja. V originalu radijske igre pa Edi. A res? Kot da je bil ful bolj kult, zdaj ga pa ni. Ne, smo pa razbal vse skup tole. No, v glavnem, ta druga glava od Zaphoda je ladijski računalnik. Tako potopljena v želatino. Ja. V bowli. Ki dela nekaj, kar mora delati. Mislim, da Zaphodu ni bilo popolnoma nič jasno, kaj je tista želatina in kaj mora početi. Zato je pač on tako razložil, kot je razložil. To je tako, kot mora biti. Dela. Ti pa lepo molčal pičnja. Artur je bil še, z Arturjem ste bili še prej to, da Artur je sploh brigali, kjer je njegova druga glava. V bistvu je bilo zelo, ja. A veš, tako da ne. Kaj se pa pol zgodi? Madonna. To smo v knjigi tega ful del, moram reči. Tako da to smo kar dobro preskočili. Pol se pa glava začne malo pogovarjati in ugotovimo, da je imel levi mozek. In ugotovimo, da je ta levi mozek v bistvu ta pameten del Zaphoda. Nekako. Ker je v bistvu kar bizarno. Ne? Po drugi strani je pa kar razumljivo. Mislim, ne vem. Čeprav, veš, neprikladno je, ko prej Zaphod lahko pangalaktične v ta drugo glavo bombu čisto normalno, pa še zmer funkcioniral dokaj v redu, pač tak samodestruktiven super ego. Zdaj pač gre, to gre v smrt. Da ima glava kaj veze s tem? Ja, po mojem, da vse. Misliš, da lahko izbereš, v katero glavo se ga napiješ, a veš? Se to je? To pa vprašanje. Kjer ima pol mačka? Ne, recimo, če imaš ena jedra, ki to predelujejo, te toksine, pa ti pol to mislim, pa pol dobiš to... gre po živču, mislim, po krvnem obtoku, in verjetno, da dobiš v obe dve glave. Se pravi, bi mogla biti glede na to, da glava pokur kar večino krvi, bi mogli iti v obe dve, se pravi, on bi mogel imeti že malo krvni obtok pojačan, zato da sploh dve glave funkcionira. To mora sigurno. In pol, da to še z nekim pangalaktičnim začinaš, je
To je kar malo zafrknjeno. Samo on mora imeti jako pojačen ta žilni sistem, zato ker on je skozi, da bi enega črva bombnil. Tako da to pomeni, da on, pa tudi pljučni sistem. Ne? Če se seveda, se kisiki doktor Grofa spomnimo, ne? On mora močno predihavati že v defaultu. Ne? Ja, seveda. Ja, če ima še ena pljuča. Ja. Vse je po ena jedra. Ja. Porabnik je pa dvojen. Ja. Ta en večjih. Ja, tako da čuden je, zakaj je zdaj ena glava bolj pametna. Mi smo dosti pametni, bi rekel. Kakšnega zdravnika vprašati. Mislim, da bi mogli strokovnjaka za številke, numerologa. Ne vem, če tukaj so pa malo, po moje, malo izven svojega, kako bi rekel. Še enega neurologa. Neurologa, zdravnika. Ja. Zdaj, da malo razloži, kako je to, če imaš dve glave. Ja. Pa eno pametnejšo kot drugo. Ja. Mislim, itak pa vemo, da je spajkal eno, sej to pa vemo. Ne? Mogoče je ta naspajkana, ja. Ja, veš, mogoče za tega. Ne? Ja. Čak, a si sam na eni strani, na eni glavi si možgane pokuril? Ja, kako se spomnim, da sem na eni. Ja. Se zdi, ja. Ja, zato, da je sploh prišel do predsedniškega mesta. To je, sam se spomnim, ali si glava je pol naknadno prišla, ni prišla. Ne, je imel že obe, že na Damogranskem morju, ki je bil šal čez obe dve, se zdi. Tako je bil. Iz Boh ve kje. Je imel že skozi dve. Mislim, da je že 4 leta, odkar sem nazadnje to bral. Je imel obe. Če me spomin ne vara. On je začel s tem, da pač, mislim, spoznali smo ga s temi, in nikoli bil eno. Sej zato mi je že zdaj, mislim, ok, da je glava računalnik ne bo, ampak ful bolj kul, če bi imel dve, pa bi ga v to grlo rezati, koliko se spodobi, koliko je bilo včasih. Zakaj moraš on zdaj neki ta zmernost, pa to ali neki? Veš, modern je. Ja, modern. Ali pa sam jaz, ko vidim. V glavnem, to. Enač, saj mislim, da pri teh dveh glavah tudi nehamo danes. Ko smo na pol ure, August je... Cesarica je že šla. Da, ja. Ne. Človeka, mislim, razen oni, ki radi poslušajo Cesarico vsak teden. Pač eni tudi to. Kakšne pijane glave je verjetno večkrat zapored, ne samo vsak teden. Samo mora biti na ta prave sorte veselicah. Ja, in tudi odpoje. Sem bil že na ene par takih žurkah, sicer ni bila Cesarica, ampak kakšen drug komad. Če nisi toliko spil kaun, ka ima glasbeno željo, ker težko poslušaš. Ja. Cesarica je to pogledal res zajebala. Pa tudi imajo še te komadi, ki gravitirajo na to stran, znajo biti te sorte, da je zajeban poslušati. Tako da ja... Ampak ja, ja, pa pojmo v avtor, ne, ali kva? Ja, najboljša. Da je pečini, rečemo obešalnik. Da rečemo pečini, obešalnik je tukaj. Dragi poslušalke, dragi poslušalci, najlepša hvala, ker ste nas poslušali čisto do konca epizode, v kateri smo ugotovili, da rabimo veliko stvari od numerologa. Statistika. V bistvu en kup folka smo odpustili zaradi tega, ker sploh niso upravljali prave naloge, ki jih mi dejansko rabimo. Ja. Kje najdem ta kader? Mi smo tavali v tebi v sta cajt. 222 epizod plus še una nulta. Ja. V bistvu podhranjenost kadra v vseh panogah, ki obstajajo. Imeli smo tonca, imeli smo scenarista, v bistvu rabimo pa numerologa, pa astrologa. Redaktorja tudi. Ja. To rabim, ne rabim. Dobro, ne, pusto bomo imeli vedeževalce. Jaz mislim, da so se dobro odločili. Dobre. Boste videli naslednjo, kako to špricali, kako bomo imeli vedeževalce. Ja. Laž, pričakuj klic. Ja, na tvoje privatno linijo. Slavko ti tudi. Kako ste pa videli tako, da potipam, če bi mi Blaža povabili, da bi prišel? Kam? K nam? Ja, da ne pove kaj o teh stvarih. Mislim, kako se bi naš podcast, kako on ga vidi v letu 2042. Ker prej nas ne zanima, 42 kar nas zanima. Ne, kako on zdaj to... Ne, veš kaj bilo dobro, da bi ga vprašali, sem res, ker za Migo se je prižgal hudič. Kako se ta stvar, kako se bo ta stvar razvila, zdaj me zanima. Ne prežigi. Da on pove, pa mi skozi leta spremljamo, če bomo prišli do takrat. Zdaj se šti znanstveno se boš lotil vedeževanja.
Ja, bomo vrgli ali pa ne vrgli, ali to delali. Se mi. Pa še astrologa pokličemo, treba še da vse vračati. Jaz bom pa tabelo pa grafe narisal. Kaj pa moraš Blažu povedati za ene podatke? Boh ve. Ja, ne vem. Zato mora pridati. Ne poznam njegove, kako bi rekel, metodologije. Ja, metodologije. Ja, kako se on tega loti? Kaj mu moramo dostaviti, kaj nuca pa kva ne. To je še kar grozno, kaj jaz tudi ne bi znal. Dajmo razmisliti, draga poslušalstva, če veste slučajno, kako Blaž dela. Kakšne so Blažove metodologije, nam prosim to povejte. Pa seveda mora biti ponovljiva zadeva. Ja, da povejte to na Discordu, na družabnih omrežjih, še najbolj bi bilo, pa če nam to poslete na dopisanci. Da bomo mi to v naslednji epizodi prebrali, da boste lahko to pa Luka Negri poslušali v kempu, tiste, ki boste jesen poslušali te stvari. Mislim, če nas boste še poslušali po tej epizodi, po tej ne epizodi, ampak ja. Ja, ne. Bomo videli. Bomo dali zapiske, pa malo razmislili o teh stvarih. Ja. Zanimivo. Danes smo bolj neodločeni. Z vami smo bili Aljo, Peli in Zi in na trenutek tudi Blaž. In če ti je ta podcast všeč, ga lahko deliš, oceniš ali podpreš. Hvala za vse ribe, .si. Tudi Slavka je bil, če smo že pri tem, če smo že Blažo omenjali. Slavka bolj, Slavka respekt. Se upravičujem, Slavka spet so te potegnili. Slavka je bil dalj je bil Slavka. Ja, je definitivno. Človek znanosti. Stari, če bi imeli biti človeka, če bi že koga. Če bi znal prešteti, koliko ti bi omenjen en ali pa drug, bi videli, da je Slavko bil z nas kokom ful več. Seveda, ker mi verjamemo v znanost. Jaz bi rekel, da je bilo 26-3. 26-3? Približno. Res? Ja. Ne. Ali pa saj 13-3. Če že je 16-3, ki je 3, je pa itek na 3, ki je 2 je 6. 3, ki 3 je 9, pa pol obrneš je 6, pa bomo 16. Ne, 3, ki 6, v bistvu 18, zato ker 3, ki 6 je 18, 6, ki 7 je pa 42, tako da vse. Kako nisem pomislil na to? Ja, imaš prav, točno tako je bilo. Točno tako je bilo. Slavko, ne rabiš računati, smo že zreli. Narejen. To je štoparska metoda, vedno deluje. Tako da to je res dobro. Znanstvena metoda. To je v bistvu bistromatična metoda. Res, to je bistromatično. Jaz sem tole izklopil zdaj. Mi kot stari ne moreš zanikati, da nismo imeli več kot fair share izkušenj z bistromatiko. Tako da lej, mislim. Če pa kdo imel, to pa smo.